vem, kaj imamo s to tujo glasbo. Eden hodi na Thompsona, zavit v hrvaško zastavo, drugi pa italijanske pesmi poje. Italijanske komuniste. Ja. Zadnjih nekaj let je bila prav ta pesem Bella Ciao kot neka team song, kot glavna pesem ene zelo znane serije. Imamo špansko serijo Money Heist, kjer organizirana banda roparjev oropa centralno banko. Mislim, da bolj take slike, kaj točno je v Sloveniji gibanje Svoboda, bi težko dali. To je Tedenski safari, podcast za leve in desne ter leve in besne. Ja, kdo nas pa ta teden še kaj gleda? Po mojem ima Erika nekaj časa odveč, ki ga običajno nima. Ja, Erika, verjetno res, pa gospod Ribič iz Malezije, menda. Ja, on ima lepo red v Darsu, tako da si lahko prvošči ta luksus. Mojca Pašek Šetinc jo ta teden gleda, po mojem. Pa mislim, da tudi Jernej Vrtovec in Ljudmila Novak. Medtem, ko bojo šefu obramnega holdinga, ki je bolj redko beseden, še povedali, da sva tu. Ja, on verjetno še ni slišal, gledajo pa tudi vsi tisti, ki vsak teden trepetajo, kaj bova o njih povedala. Tako nekako, Peter. Zatrepetalo je slovensko gospodarstvo ob napovedi obvezne božičnice. Smo proti koncu leta, ko podjetja zaključujejo bilance, pa je nekdo rekel, decembra boste nakazali še nekaj. Na drugi strani so se zasvetile oči sindikatom javnega sektorja, za koalicijske partnerje bi pa rekel, da so ne prvič seveda v tem mandatu spet delovali zmedeno, neobveščeno, kaotično. V bistvu. Jaz mislim, da si kar pogledava ta kaos. Naš predlog je, da bi vsak zaposleni prejel dodatno izplačilo na sistematičen in predvidljiv način v višini polovice minimalne plače. Jaz seveda nisem vedel, da za ta predlog. Ali je možno, da ta predlog umaknete? Odvisno od socialnega dialoga, seveda vse je možno. Ne, te informacije jaz oziroma nismo imeli, tako da... Božičnica bo za vse obvezna. V resnici se mi zdi to, kar se zadnje dni vrtimo okrog posamezne besede, ki jo je kdo rekel, pravzaprav nesmiselno. Denar je ali ga ni v državni blagajni, zato bi lahko vzeli, nekateri omenjajo tudi možnost, da bi se ta denar vzel iz denarja, ki je namenjen dolgotrajni oskrbi. Tudi to smo slišali na političnem parketu. Lahko vsaj to zanikate? Ali potrdite, ali razmišljate o tej možnosti? Sama nisem pristojna za proračun, ampak zagotovo potekajo razmisleki tudi o prerasporeditvah razpoložljivih sredstev tudi za ta namen. Jaz mislim, Peter, da so ti pogledi državne sekretarke na finančnem ministrstvu povedali vse, kako daleč je to splanirano. Kar mi je tako bolj duhovito kot neka resna analiza je izjava finančnega ministra sistematično in predvidljivo, nekaj takega. In potem prva naslednja izjava je gospodarski minister, ki reče, prisežem, da nisem ničesar vedel, to je prva stvar. Bom pa rekel tako, bolj realno, javnomnenjsko za Goloba osebno, za Svobodo verjetno dobra poteza, na čem temelji ta moja ocena. Gledal sem na eni od televizij anketo na ulici med ljudmi, in vprašanje novinarke je bilo zelo tako spontano v smislu, bi imeli božičnico, koliko bi imeli 300-600 evrov in je bila ena izjava za drugo, seveda 600, Ja. Če pa 1200 pa tudi, A bi imeli Jurija ali 2 Jurija božičnice. Mislim, da je samo en gospod je rekel, da bi sicer imel, da pa upa, da ima politika od kje zauzeti, in okrog tega se bova zdaj malo vrtela. Bom rekel tako, glede na to, da je javnomnenjsko močen, v bistvu bi rekel kar predvolilna bajadera, so tudi vladni partnerji od tega začudenja in frapiranosti na začetku tedna do konca tedna že prišli do tega, da je vsem zelo dober, vsebinsko zelo dober predlog v korist ljudi, pravijo. Hkrati pa moram reči, da je to ena bolj, po mojem mnenju, umazanih in makiavelističnih potez Roberta Goloba v tem mandatu. Zakaj? Postavil je podjetnike v državi tudi ne prvič pred zid, in jim rekel, da bojo tik pred koncem poslovnega leta dobili eno močno obremenitev, pri čemer, to je pa en tak detajl tega tedna, Mojca Pašek Šetinc, medtem ko se je
to še bova predstavljala kot nova poslanka SD-ja, je razkrila na vprašanje enega od novinarjev, da je isto stvar, torej obvezno božičnico, 2 leti nazaj predlagal Luka Mesec. No, Robert Golob je zdaj 6 mesecev pred volitvami to mimo Levice in mimo SD-ja predstavil kot svoj osebni projekt. Ja, jaz mislim, da že sam posnetek, ki smo ga videli, transparentno kaže, kako pravzaprav kaotično stanje imamo v naši vladi. Mislim, da je prav tisti prikaz stanja v vladi, prav specifičen, ne? Kako pravzaprav funkcionira ta vlada kot diktatura sončnega kralja, ki ga pravzaprav v tej državi ne bi smel več nihče jemati resno po vsem, kar je povedal. Ne? Mislim, da je jasno, da gre za precej nepremišljen bombonček, ki ni bil usklajen z nikomer. Ne? Jasno so to povedali tudi socialni partnerji in koalicija. In tipičen primer tega, ko se Golob pogleda v ogledalo in potem pač najavi nekaj, kar se mu zdi, oziroma zdaj mislim, da niti ni več to samo, da se njemu zdi, ampak kar se pač nekim njegovim PR svetovalcem za javno mnenje zdi, kako zelo je pa to, bom rekel, problematično, škodljivo, nevarno za recimo poslovno okolje v Sloveniji, za gospodarstvo, karkoli, to ga pa ne zanima. Ne? Bova o tem seveda Robert tudi, Golob je zadnjih 10 dni, mislim, da je nekako toliko minilo od poroke, pač srečen človek. Ne? Srečen človek, ja. No, zdaj bova več o tem tako, v posebni epizodi, ki je Safari Special bova in obdelala tako to božičnico, kot dolgotrajno oskrbo, pa še kaj, kar se veže na Roberta Goloba in ministre v glavnem Levice. Pri teh projektih jaz bi omenil samo še državno sekretarko, finančno ministrstvo, da je pravzaprav na vprašanje voditeljice v Odmevih potrdila, da razmišljajo, da bi del denarja za dolgotrajno oskrbo, ki itak ne deluje, in so ga 100 milijonov zbrali, pa niti centa še nakazal. Prestavili za predvolilno bajadero, kot jaz pravim. To je pa točka, kjer ta stvar, ki je neprijetna za gospodarstvo, postane dobesedno politični škandal. Za moj okus pač. Ne? Mislim, za gospodarstvo pravzaprav ta zadeva ni toliko problematična nujno per se, ker je načeloma božičnica manj obdavčena, že zdaj marsikatero podjetje uporablja za to, da lažje nagradi svoje zaposlene ob nepretirano problematično v delu, kjer je treba javnemu sektorju to dati. Ne? Problem je tam, kjer je javni sektor, ne, in upokojenci na eni strani in na drugi strani tam, kjer gre pa res za podjetja, ki so pač na nitki in jih to lahko pač vrže čez rok. In zdaj, ko sva pri škandalu, ne moreva mimo poslovne stavbe Darsa. To je tema, ki sva jo odprla že mesece nazaj in kar nekaj povedala o tem. V glavnem ta stvar se še naprej draži. Andrej Ribič je zdaj podpisal julija v poletni pripeki, ko tudi nismo bili preveč pozorni, že 3. aneks. In zdaj po novem, ker se je stavba iz prvotnih 19,5 podražila na 29,4 milijona evrov, je to že kršitev zakona o javnem naročanju. Ta namreč določa, da vsako naročilo, ki se med izvedbo podraži za več kot 50%, predstavlja primer, s katerim se ukvarja Državna revizijska komisija. To se pravkar dogaja. Jaz bi rekel, da je to simptom popolne politične podreditve Darsa strani vladajoče stranke Svoboda. Dokler pač, to bom zdaj zelo preprosto povedal, dokler Dars preko svoje malhe skrbi med drugim, kot smo videli v Tarči nedavno, da preko fake profilov poteka neka strankarska propaganda za Svobodo in to zaliva z denarjem paradržavnim, dokler torej Dars skrbi za umazano klet Svobode, ima Andrej Ribič povsem proste roke, da počne v hiši, kar se mu zljubi. Ni se izločil pri nobenem od 3 aneksov, čeprav investicijo vodi njegov brat, to sva tudi že kdaj povedala najnim gledalcem. In aneksi, čisto tako faktično, da dobijo vsi občutek, prvi aneks 5,3 milijona, drugi aneks 2,8 in ta zadnji julijski 1,8 milijona evrov, skupaj skoraj okroglo 10 milijonov evrov. In kar je meni pravzaprav simptom povedanega, včeraj popoldne nadzorni svet. In če bi kdo pričakoval, recimo v časih prejšnje uprave Valentina Hajdinjaka, da bo predsednik uprave na vročem zaslišanju, je Andrej Ribič tudi na vročem, ampak dopustu. Po nekaterih informacijah ljudi, ki so ga videli na letališču v smeri Avstralije, po nekih drugih verzijah v Maleziji, v glavnem ne Ribič, ne predsednik nadzornega sveta Šuštaršič pa tega ne komentirata. Neka pisna izjava je menda prišla iz Darsa. Jaz bi rekel, ko pogledaš, se vprašaš, že ko govorimo o aneksih za drugi tir pa za karavanke, se držimo za glavo, ko gre za
večmilijonske anekse, ne, 5, 2 pa 3 milijonske anekse, ne, pa gre za predore, ko dejansko, ne vem, naletiš na kraško jamo, za katero nisi vedel, pa moraš zdaj neke dodatne ukrepe narediti, zato da boš pač, ne vem, čez to kraško jamo še nek viadukt ali karkoli že zasul, ne vem, karkoli že, ne. Zdaj, tukaj, mislim, Soneva so naleteli na kraško jamo v stavbi noter. Ribič pravi, da je bila kontaminirana zemlja, ne, in da to... Ja, v tej kontaminirani zemlji pa tudi že imamo marsikakšne zanimive informacije, ne. Tako, oziroma jih nimamo, ker jih Dars skriva, ne, če smo bolj natančni. Ja, jaz bi še gledalcem, ki mogoče ne spremljajo dnevne politike, tako izjemno podrobno povedal še eno stvar. Andrej Ribič ni kdorkoli. Bil je šef predvolilne kampanje Svobode v času volitev 2022 in je recimo v minulo soboto sedel v prvi vrsti na tem velekongresu Gibanja Svobode, med tem, ko je naprimer Robert Golob na odru razlagal, da oni izganjajo zasebne interese, naprimer iz slovenskega zdravstva, no, ko gre tukaj za zasebne interese izvajalca, gradnje te poslovne stavbe, je stvar malo drugačna. No, se tudi pri zdravstvu, ko gre za zasebne interese, jaz še vedno pravim, da ali so res neumni, ali pa delajo dejansko za zasebno zdravstvo, ker pač potapljajo javnega ravno komu na čast oziroma komu v korist, seveda pač zasebnemu. Ne? Ampak ko smo že pri državnih podjetjih in holdingih in tako naprej, smo ta teden oziroma zdaj dobili obraz novega državnega holdinga, in sicer to je ta zlovešči ali pa slavni državni Dovoz, ki bo skrbel za vojaško industrijo oziroma za grozd slovenske vojaške industrije. In kot smo lahko videli, so milijarde, ki jih bomo namenili v ta grozd vojaške industrije v zelo varnih rokah, zelo kompetentnih. Ja, glej, najprej... Namreč človek, ki je trenutno prvi direktor tega grozda, vzbuja res veliko zaupanje javnosti. Prvo, kar je to XY finančnik, pač s tem želim reči samo, da ni nek javno priznan poslovni faktor v Sloveniji ali pa nek izjemno znan ekonomist, strokovnjak za obrambo, obramboslovec, karkoli. In drugo, kar bi rekel, preden pogledava posnetek, ista politična opcija, ki je torej za več kot 50% podražila stavbo Darsa, nam v primeru mnogo večjih vlaganj v slovenski obrambni grozd zagotavlja popolno transparentnost in najvišje standarde korporativnega upravljanja, seveda, neodvisno od politike. Dajmo to v te najvišje standarde pogledati. Lepo pozdravljeni. Tukaj sem in Dovoz tudi. 2 tedna po ustanovitvi in po prvi 3-milijonski državni finančni injekciji prvič pred kamere stopi Matej Špragar, finančnik in za zdaj edini direktor. Do konca leta se mu bo pridružil še drugi. In čeprav pravi, da je že vse natančno določeno... Naša vizija je jasna. Želimo okrepiti zmogljivosti. Želimo, da čim več sredstev ostane v Sloveniji, s tem tudi delovnih mest, tistih z visoko vrednostjo. Pa razen te izjave na novinarska vprašanja ni želel odgovarjati. Mislim, ta mi zmaga, naučil se je na pamet 2-minutno izjavo in potem ni bil sposoben odgovarjati na novinarska vprašanja. Zdaj, nočem biti nesramen, ampak res me to spominja na eno stvar in sicer, ko grejo kakšne firme imeti slamnate lastnike, da prikrivajo, potem najdejo na cesti enega klošarja, ki mu potem za par evrov prepišejo podjetje, zato da je formalno on lastnik in da potem, če kdo išče dejanske lastnike, pač prije do enega klošarja in ne do realnih lastnikov. Poglej, dejstvo, da je prvi član uprave tega holdinga, ki je zgodovinska stvaritev te vlade, prišel na začetku, ko še nič niso naredili, se pravi tudi neke afere ali pa kontroverze še ne more biti. Zdaj je delo pred kamerami najlažje, in je prišel z naučeno izjavo in brez želje, da bi odgovoril tudi na eno samo novinarsko vprašanje. Mislim, da je dovolj že v samem začetku povedanega o tem, kako zelo transparentno bo šele v nadaljevanju komuniciranje okrog obrambnega holdinga. Mimo grede, moja teza je, zakaj so ga ustanovili ravno na tak način, kot so ga znotraj SDH, zaradi sklicevanja na zaupnost postopkov in poslovne skrivnosti. Karkoli boš ti ali jaz kot novinar poslal kot vprašanje, boš dobil ta isti odgovor. Drugo, kar si omenil, naučena izjava in potem beg od novinarjev stran, profil tehnokrata,
ki bo pobudo prepustil drugim, nekim lobijem za seboj, ne? Sam bo pa oddrdral nekaj naučenih stavkov, gledam 20 let, gledal sem jih od Kada, Soda do SDH-ja in enako bo zdaj. No, ko smo že pri ravno teh drugih, ne, mislim, da če komu do zdaj še ni bilo jasno, je zdaj kristalno jasno, zakaj so Damirja Črnčeca umaknili na državni, torej SDH, ne, Slovenski državni holding, ker, glej ga zlomka, ne, Damir Črnčec je zdaj postal prvi nadzornik tega Dovosa, skratka Damir Črnčec nadzoruje tega klovna, ki smo ga zdaj videli, ne, v prejšnjem prispevku. Ne, in vsekakor mislim, da je jasno, zakaj, torej, kaj so tukaj interesi torej, teh milijard, ki se obračajo. Moja stava je, da javnost ne bo vedela praktično nič ali pa zelo, zelo malo o tem, kakšna bodo ozadja visokih vlaganj javnih sredstev, da smo jasni, v neka zasebna podjetja. Kakšna so interesna ozadja, o tem ne bomo vedeli nič, kako se mešajo državni in zasebni interesi in veš, zakaj gre. V bistvu gre za formulo GEN-I-ja, kjer je država pred dolgimi leti vstopila v zasebno podjetje, ki se je potem pod Robertom Golobom tudi po vstopu države do zadnjega obnašalo kot zasebno. Tudi ko je šlo za nagrade v upravi in podobno. Zdaj, če še nekaj analiziram, nenavadno je, da član uprave molči, komunicira pa, omenil si ga Damir Črnčec, predsednik nadzornega sveta, ker, ne, ko smo ravno pri visokih standardih korporativnega upravljanja in komuniciranja, vedno velja v teh krogih, da vse tekoče dnevne stvari komunicira uprava, medtem ko nadzorni svet ali pa njegov predsednik komunicirajo medletno, 2-krat, 3-krat na leto kot nekdo, ki bdi nad zakonitostjo delovanja. In že odmik od teh načel v samem začetku, še preden so začeli z delom, mi kaže, da se bojo od načel korporativnega upravljanja odmaknili kar se da. Ne. Ja, jaz mislim, da je bil šov Vojako akcij, ne, kjer so hoteli sicer z navidezno najdražjim šovom v Sloveniji, pa je potem padel v vodo, ne, nekih 1,5 milijona evrov približno skanalizirati, ne, je bil plunek v morje v primerjavi s tem torej državnim grozdom, ki rekel, ne, ni nujno v teoriji slaba stvar, ampak če pogledamo, kako so pa zastavili... Se pri nas se pri izvedbi vedno zatakne. Glede na to, kako so pa zastavili zadevo, se mi zdi, pa dobesedno kliče, mislim, po neki državni korupciji, po milijardah, ki se bodo poskušali kanalizirati nekam pač drugam v zasebne interese, oziroma, ne, če parafraziram, ne, Roberta Goloba v Božičnice, ne, ki je celo nekako ob tej predstavitvi, ne, pošalil, češ kako bo ta grost, ne, poskrbel, da bomo imeli v Sloveniji dovolj denarja za Božičnico, pri čemer bomo še enkrat rekel, ne, kdo v tej državi tega človeka še jemlje resno, pa tudi ne vem. En detajl bi dodal še pri obrambnem holdingu, namreč Anže Logar, mislim, da se je pretekli teden nekaj mučil z zbiranjem podpisov za plenarno sejo, da bi politika opravila vsaj neko razpravo o tem, ali je način ustanovitve holdinga ustrezen, tak kot je. Ni mu uspelo, zakaj? Ker je tudi največja opozicijska stranka SDS nekako stala ob strani, ni dala torej svojih glasov proti oziroma nekako ne dvomi o projektu. Seveda se mi, ko gre za odnos Roberta Goloba in Janeza Janše, postavi vprašanje, zakaj Janša ne bi dal svojih glasov, ne? Da se nekaj preveri in mislim, da imam vsaj zametek odgovora, pa bi ti prebral na dan, ko je bil formalno, to je zdaj že kakšnih 10 dni nazaj, Dovos ustanovljen. Poglej tole, citiram. Na SDH so danes zapisali, da so v delovanje novega podjetja sistemsko ugradili različne dodatne varovalne mehanizme, ne bom vsega našteval, preskočim na del, ki se mi zdi ključni. Neposredno med drugim, ne, torej varovalni mehanizem, neposredno imenovanje in možnost odpoklica poslovodstva kot pristojnost ustanovitelja. Ustanovitelj je SDH, torej ko se bo zamenjala vlada in lahko, da bi naslednja bila desno-sredinska, naprimer Janševa, bo Janša seveda lahko menjal vrh SDH-ja in ta novi vrh SDH-ja bo lahko menjal vrh obrambnega holdinga. Po domače povedano, če še komu ni jasno, na nek način so ključi tega milijardnega posla prepuščeni naslednji vladi, tudi desni, če bo. Ne?
Ja, lahko bi rekli, da se Robert Golob pravzaprav uči od svojega najboljšega učitelja, ne, Janeza Janše, že prej, ko si omenil pri Božičnici, ne, da je pravzaprav posvojil in si prisvojil projekt Luke Mesca. Ne. Mislim, da tukaj gledamo direktno Janše v učbeniški pač pristop, ne, oziroma učbeniški ukrep, kot bi ga izvedel sam mojster. Ne. Res je. In zdaj ena taka kopija nekega velikega kongresa, in bodimo iskreni, pri nas skoraj edini res veliki politični kongres je kongres stranke SDS, oziroma ko spregovori na odru Janez Janša. 3 stranke v bistvu imamo, ne? SDS, SD pa NSI, nekje, ki recimo naredijo lahko dostojen kongres. No, in nek tak poskus, posnemati to v nekem v neki prvi izdaji je bil ta sobotni kongres Svobode v Kopru. Jaz bi ga označil kot tretji polčas ali pa kot podaljške poročnega slavja oziroma poročne ceremonije para Gaber Golob. Zakaj bova videla kmalu, pokaževa posebni uvodni mimohod, o glasbeni spremljavi še bova. In potem, ko je bil zanimivo, z 98,5%, natanko toliko kot Janša na njegovem kongresu potrjen, mu je prva tudi čestitala na odru po potrditvi Tina Gabra, torej soproga. Na nek način je bilo sporočilo, da je stranka nek privesek prvemu paru. Ja, in če smo že ravno pri detajlih, mi ni ušlo, da pravzaprav kongres prve pol ure sploh ni bil sklepčen, zato so ga zamaknili. Zdaj, to sicer ni redko. Je pa Urška Klakočar zato prišla do besede. Imajo pogosto kakšna društva v svojih statutih, zato da lažje izpeljajo občne zbore, ampak to varovalko, da torej, če ni prisotna recimo tretjina članov, potem jih je lahko prisotnih 50 čez pol ure, pa je velja. Ampak vendarle si resne stranke tega ne privoščijo. Govorimo o vladajoči stranki, z strahovito večino v državnem zboru, ki bi teoretično, saj bilo jih je okoli 300, ampak lahko dejansko potrdila svojega šefa s 50 ljudmi kot neko vaško balinarsko društvo, recimo. Točno to, ampak zdaj pa pogleda res ta mimohod Roberta Goloba in Tine Gaber. Se boste borili z mano? Se boste borili za svobodo? Se boste borili za Slovenijo? Naprej, Slovenija! Mislim, ta zaključek, če prejem grejo na začetek, to je prav sam posnetek zaključka, torej to vstajanje, jaz sem občutek, te navdušeni člani Svobode postopoma vstajajo, češ bomo ostali, da bo že končno zginil z odra, potem, ko je 1 uro in več govoril. Ja, ampak pazi, meni je pa že slogan, ki ga imajo tudi za prihajajoče volitve in ga je na koncu skliknil Robert Golob, torej naprej Slovenija, na las podobno najprej Slovenija oziroma Slovenija first, kar me pa spomne na republikance in na Donalda Trumpa v Združenih državah, pa potem prej seveda na SDS in Janeza Janšo kot na tako liberalno stranko, kot je Gibanje Svoboda v narekovajih. Dvoje moram. Sem pisal že en tekst na našem portalu zanima.me. Glasbena podlaga, Bela Čau, je res zelo priljubljena pesem na Primorskem, to drži. Kongres je bil v Kopru. Drugo je, da je to neka pesem italijanskih partizanov, sporočilo antifašizma, čisto naključno seveda v dneh, ko so ga iz opozicije obkladali s fašistom. Tisto, kar se mi zdi pa dno, odvratna provokacija, ker zelo močno dvomim, da strategi Svobode in seveda tudi premier Golob posebno ni vedel, ker vemo praktično vsi, ki smo tiste dni kaj brali, da je na enem od neuporabljenih tulcev ob puški, s katero je bil ubit Charlie Kirk, pisalo Bela Čau o Bela Čau. Tu mislim, da so se komunikatorji Svobode dotaknili dna, je pa deloma ta napev, ki ga bova potem zavrtela tudi na pikniku SD v Mostecu, tudi nek način, prej sva govorila, da si prisvaja projekte Levice in SD-ja, tudi prisvajanje partizanskega sentimenta drugih dveh koalicijskih strank, tako da jim je še enkrat zabil nož v hrbet. Zdaj, Bela Čau, poleg dejstva, da gre za znano komunistično popevko, ki je spet
ne, italijanska, pa govorimo o vladajoči stranki v Sloveniji, ne, mislim, zelo prikladno za premijeja. Imam jaz dve glavni asociaciji, ne, pa eno si mi pravzaprav že uporabil. Ne vem, kaj imamo s to tujo glasbo. Eden hodi na Thompsona, zavit v hrvaško zastavo, drugi pa italijanske pesmi poje. Italijanske komuniste. Eno asociacijo, ne, prav v zadnjih dneh, kot rečeno, ne, si mi že uporabil, ne, Morilec Charlieja Kirka, ne, to je res tist. Če bi se zgodil ta kongres 2 tedna prej, ne bi bilo te asociacije ali pa 3 tedne prej. So pač te, ki so jih omenili. Tukaj pa vendarle nek občutek za okus. No. Mislim, da se pravi, v soboto je bil pogreb, ne, v soboto je bil kongres, ne, v ponedeljek je bil pogreb Charlieja Kirka. Mislim, ta timing je res slab, ne. Druga stvar pa, v zadnjem času, recimo zadnjih nekaj let, ne, je bila prav ta pesem Bella Ciao, ne, kot neka team song, ne, kot glavna pesem ene zelo znane serije. Ne. Imamo v mislih špansko serijo Money Heist, ne, kjer organizirana banda roparjev oropa centralno banko. Ne. Mislim, da bolj take slike, kaj točno je v Sloveniji gibanje Svoboda, bi težko dali sami po sebi, kot s tem, da so pač začeli kongres s pesmijo Bella Ciao. Ker si omenil centralno banko, manjkal je samo še kot Boštjančič z tisto belo masko, ki jo potem sname in jo da na zadnji sedež avtomobila. Zdaj, pogledala bova vsebinski del Golobovega skoraj enournega govora še. Rekel bi pa tako, ne bi se strinjal z nekaterimi komentatorji, ki jih poslušam te dni, da je šlo za prazen dogodek. Mi si lahko o notranjem ustroju Gibanja Svobode mislimo karkoli, tudi to, ali so nam sama sporočila všeč iz odra ali ne, je druga stvar. Imel je energičen govor, to bova še deloma videla, ki čustveno potegne pač tiste, ki jim je itak ta politika blizu, ne? In rekel bi še nekaj, sporočil je natanko tisto, in to bova pokazala, kar si je želel. Kaj je pravzaprav, če pogledaš tudi SDS, recimo kot veliko stranko, torej sporočil je, na koga na eni strani računa, ko pride volilna nedelja marca 2026, to je zelo jasno povedal, naši ljudje v javnem sektorju, ne? In druga stvar, sporočil je, kar je morda še bolj pomembno za publiko, ne, oziroma za navijače, kdo so negativci v državi. In to bova videla zdaj. No, pogledaj, ne. Zasebni interes je legitimen, ampak v resnici v javnem sektorju ne izpolnjuje osnovnega poslanstva, da bo skrbel za mirno in dostojno življenje vseh nas. Ker zasebni interes je dobiček, nič narobe v gospodarstvu. V javnem sektorju je pa dokazano poskrbel za to, da nam je začel propadati. In meni je prav žal za vse direktorje, za vse lastnike zasebnega kapitala, ki javljajo, kako jih bo božičnica za njihove zaposlene uničila, no država ne bo uničila. In dokler je Svoboda na vladi, bo poskrbela, da bo svoje ljudi v javnem sektorju ustrezno motivirala in nagradila. Zato, ker je to tisto, kar edino lahko vleče naprej. Ker desni populisti vedno obljubljajo stvari, ki jih nikoli ne uresničijo. So pa simpatične. 3-krat so bili na oblasti, nikoli niso uresničili nič od obljubljenega, so pa vedno dosegli 3 stvari. Finančno so opustošili državo, vedno. Skrehali so ljudi med seboj, ponesli dobesedno jezo med ljudi in poteptali so vse človeške pravice. Rezultat vseh 3 njihovih eksperimentov bil enak. Jaz mislim, da je naša dolžnost, da 4. preprečimo. Ne samo zdaj, zavedno. In sledijo stoječe ovacije, ne, pa če začnem od konca nazaj, ne, torej desni populisti so zanga vsi v opoziciji, ne, torej zavedno bodo preprečili, da bi kadarkoli še opozicija prišla na oblast, ne. To je politik, ki je trdil, ne, ko je šel prejšnjič na volitve prvič, ne, da prenaša nazaj demokracijo tako, v Slovenijo. Zdaj bo preprečil, da bi kdorkoli iz nasprotne strani še kdaj prišel na oblast. Ne. V svojem govoru, ki sicer tem delu, mislim v delu, ki ga sicer tukaj niso videla, ne, mislim, da je celo rekel, ne, oziroma večkrat je poudaril, kako pomembno je, da oni delajo napake. Ne. Seveda, kdor dela tudi napake, ampak
ne na tak način, ne, oprosti, ampak to je pač skupina šalabajzerjev, ne, ali pa interesno združenje ljudi, ne, ki nimajo pojma o politiki in so pač večino časa v resnici delali napake. Zato pač ne izvoliš na oblast nekih samih novincev, ne, kjer je v njihovi največji, zgodovinsko največji poslanski skupini v zgodovini Slovenije od 41 poslancev, mislim, da je bilo 37 novincev. Ne. Ja. In potem seveda delaš napake, če si pač začetnik, ne? Ampak tukaj ne gre za to, da bi oni delali napake v smislu tistega, ko startupi pravijo, da narediš napako in potem pač začneš znova. Ne? Ker kot prvo, ko startup naredi napako in začne znova delati na svojih lastnih. Sicer lahko si prepričan, da natanko to, kar opisuješ, je mentalni okvir. Steve Jobs, ki vodi startup. Ne? Ampak kot prvo, startup deluje s svojim kapitalom običajno, ne? Ali pa vsaj z kapitalom, ki ga je dal nek donor, ne? Tukaj oni delajo napake z denarjem, z prihodnostjo, z podsistemi države vseh nas. Ne? Oziroma, po domače rečeno, oziroma niti ne rabim parafrazirati, lahko krat citiram, ne? Je to en velik otroški vrtec. Ne? To je celo sam Robert Golob rekel. Ne? Pozval k temu, v bistvu. Da si želi, da bi še naprej bil. Ne? Zdaj jaz se sprašujem, v katerem usporednem vesolju ampak ne zasebni pa ne. V katerem usporednem vesolju živi Robert Golob, ne? Glede na to vse, kar je povedal. Ne, recimo, posledic poplav v tej državi ni več. Ne, zdaj, če jaz prvo vem, ne, so oni uspeli porušiti prvo hišo po poplavah, ne, in še danes se tožijo prebivalci Letuša, bojo živeli v svojih hišah ali jih bodo preselili. Ne, torej, teh posledic poplav, ne, po Golobovo ni več. Drugo, ne, država ne bo uničila, oziroma Svoboda bo poskrbela za svoje. Ne. Tukaj zelo jasno so si v Svobodi očitno izračunali, kaj točno potrebujejo za to, da dosežejo ustrezen volilni rezultat, in to je 20% zaposlenih, ki delajo v javnem sektorju, ne, in jih bodo zdaj kupili z božičnico, že rečeno, ne, in potem pametuje Robert Golob, ne, da država se ne bo uničila, ne, da če bo že kapitaliste božičnica uničila, ne, države ne bo uničila. Seveda, kaj pa drugega je država oziroma državni denar, kot to, kar plačajo od davkov, tisto, kar ustvari gospodarstvo. Ne, pa ne mislim tukaj nič slabega v javnem sektorju, ampak če smo pač realni, vse, kar v tej državi se ustvari gospodarstvo. Seveda potrebuje javni sektor kot servis, da lahko to ustvarja, ampak konec koncev vse, kar je v tej državi ustvarjeno, je ustvarjeno strani gospodarstva. In če gospodarstvo ničesar ne ustvari, tudi Robert Golob nima česa deliti in država pač propade, pa če ne on še tako reče, da ne bo propadla. Ne, to je spet smatranje, da dejansko privatiziral, ne, tako glasen je proti zasebnikom, a on si je privatiziral celoten javni sektor, ne, in celotne vse ljudi v njem in ne bomo pustili desnim populistom, ki finančno opustošijo državo, kar je posledica te vlade, ne desnih vlad, ne, kregajo ljudi, ne, kar je spet posledica njih, ne, ali ko je desna vlada in jih pumpajo, ali pa zdaj, ko izvajajo same neke torej ideološke projekte, ki razdvajajo ljudi, ne, in teptajo človekove pravice. Ja, jaz ne vem, kjera država je poteptala, kjera vlada je poteptala več človekovih pravic kot ta. Ne? In mislim, da ko rečejo, da bodo kapitalisti imeli manj, se bojim, smo vsi v tej državi zelo hitro kapitalisti. Ja, meni je absolutno, da se navežem na te moteče, da ima predsednik vlade, katerekoli pač naše, sovražnika v gospodarstvu, ki, kot praviš, vplačuje v vse državne podsisteme in blagajne, in da na drugi strani prezira in sovraži vse, ker to nakazuje s to retoriko, kar je ta hip v opoziciji. Z nekoga, z vidika nekoga, ki se je proglasil za freedom fighterja oziroma vrača svobodo in osnovne demokratične standarde. Kar zadeva vsebino, manipulacija, finančno opustošenje navaja, treba je biti tu pošten. Pa je komu Janez Janša bolj ali manj všeč. 2004 do 2008, tudi ne samo zaradi desne Janševe vlade, ampak tudi zaradi globalnih razmer, je nasplošno v svetu in pri nas veljalo za eno obdobje najbolj intenzivne gospodarske rasti. Res je potem zelo kmalu sledil ta pok balona v ZDA, in potem finančna kriza. 2011-2013, ravno v obdobju krize, je Janez Šuštaršič kot finančni minister z obsežnim ZUJF-om reševal javno finančno sliko, ki jo je kasneje potem ta vlada predala vladi Cerarja. In so še vse naslednje vlade potem na tem ZUJF-u jahale in pametovale, kako so rešile državo pred trojko. In zadnja vlada, ki je bila pač v zahtevnih časih COVID
da je bila po gospodarskih kazalcih, kot je napisal tudi Rok Čakš na Zanima.me, na drugem mestu v evropskem prostoru, ne, v Evropski uniji. Zdaj, ko govoriš o desnih populistih, pa primerjava, sam sem zapisal, da je v bistvu to levi SDS v nastajanju, torej Gibanje Svoboda. Omenil sem že identičen, to je res taka lepa prispodoba, oba sta dobila 98,5 na svojem kongresu. Arčon se je celo pošalil, kar kakšnemu Zvonku Černaču ne bi bilo dovoljeno, da utegne Robert Golob dobiti 110% na kongresu, pa se je zdelo nekaterim kar duhovito, ne. Torej, lastnost obeh antipodov slovenske politike je, da se nikakor nista pripravljena tehtati v stranki, tehtata se samo med seboj na volitvah. Ne, in še to bi rekel, zdi se mi, in tu zna biti tudi problem notranjih razmeri na levem polu pred volitvami, da je po Milanu Kučanu Janez Janša dobil novega sogovornika za neke tihe nenačelne koalicije v Robertu Golobu. To je tudi nakazal konec koncev tihi dogovor o obrambnem holdingu, ki sva ga v tej epizodi že omenila, in morda na tem mestu neke notranje demokracije v Gibanju Svoboda, pa še, da pokomentiram še kratko izvajanje Urške Klakočar Zupančič. Moj vtis je, pa naj izpade malo robato, da jim je dvakrat pokazala iztegnjeni sredinec v dvorani, pri čemer je morda samo Robert Golob razumel, ker je bilo tokrat zelo nečustveno in nekako med vrsticami skrito sporočilo. Kot bi kdo napisal govor, ne? Tako, kot da ni njen, ja. In je povedala najprej, da se počuti, ne, ker so jo takrat odrezali na začetku mandata iz podpredsedniškega mesta, da se na tem kongresu počuti pač samo navadna članica, ki najraje niti ne bi govorila, ne. Potem čisto na koncu svojega nastopa, ki je bil, mislim, da najkrajši od vseh, pa je omenila, da je Gibanje Svoboda pred 3 leti in pol nastajalo kot stranka, ki je vključevala različna mnenja, ki je poskrbela, da se je članstvo počutilo koristno v stranki, in potem naredila 3 pikice. Torej to, da zdaj to niso več, je nekako obviselo v dvorani. Mislim pa, da je bilo natanko to njeno sporočilo, ne. Ja, ne, zdi se, da je pa celoten kongres nekako pa dal 2 sporočili, ne, in sicer še dobro, da imamo Svobodo, ker se nam cedita mleko in med, ne, in da je to pravzaprav interesna skupina ljudi, vezana na par Roberta in Tine, ne, ja, zdaj po novem zakoncev, ne, z poroko, ki je bila najbolj neintimno intimna, ne, bi lahko rekel, torej šlo je za poroko, ki je bila hkrati zaprta za javnost in v kateri je javnost lahko izvedela prav vse sočne podrobnosti. Poglej. Ne, že 2. teden, 3. teden po poroki, ne, še vedno curljajo fotografije, videoposnetki in intervjuji, v kateri lahko o tej intimni poroki izvemo čisto vse. Rad bi bil fair, pa bi rekel tako, ne, na začetku so rekli, bo zaseben, intimen dogodek, na dan, ko je šel premier pogledat pred vrata te Vile Tartini izbrane medije, do tam se mi je zdelo še normalno. Normalno je, da taka stvar v vsaki državi pritegne določeno zanimanje, prišel je s tistimi narezki oziroma kanapeji, ok, do te točke, ne. Prvo, kjer sem vendar zaslutil, da bo šla stvar še pred poroko v kontrasmer, je bila izjava tiste poročne svetovalke, ki je organizirala slavje, ne, ki se je 6 dni pred poroko z vsemi detajli postavila pred kamero, torej že tam sem imel na sumu, da bo zelo neintimna intima. In potem je šlo naprej, ne. Nekaj časa je zdržalo, da je bila v javnosti samo ena slika, tista takoj po prvem poljubu, ne. No, mingrede, ker smo že pri tej sliki, ne, jaz sem govoril s fotografom, ki je posnel, ne, in je rekel posebej, da mu je bilo posebej naročeno, katero sliko je treba lansirati čim prej po tistem, ko se zgodi. Verjamem, da ni naključi. No, in potem so v tem tednu, oziroma morda minuli vikend, tega se res ne spomnim več natančno, prišlo, mislim, da plus 30, nekih 30 do 35 novih fotografij na profilu Tine Gaber na Facebooku, kjer je bil v spremljajočem tekstu opisan skoraj vsak detajl, po urah malo da ne, kaj so počeli na poroki. Rekel bom tako, ne, torej na skupno pot so
jih kao pospremili najožji prijatelji, obe družini. V javnosti je bila torej 10 dni je bila v javnosti ta suspens samo ene slike, ne? In zdaj vemo vsak dan, kot si rekel, več o tej poroki. Ne? To ni po nesreči. Ne, seveda je to marketinška strategija. To je lansirano, zelo strateško, zelo premišljeno, kako pravzaprav ustvarjaš neko tančico skrivnosti in potem jo počasi odstiraš in s tem dviguješ radovednost neke povprečne raje, ki jo te stvari zanimajo. In vzdržuješ pozornost, ne, prolongiraš, podaljšuješ to obdobje, medtem ko lepo postopoma kapljajo neke objave, neki videoposnetki, ne, preko družbenih omrežij in, da poudarim, ne, preko vladi prijaznih medijev, to pa smo zdaj pred dnevi dobili 2 ekskluzivi nekako hkrati, obe pa v isti medijski hiši pri Martinu Odlasku. Jana in Lady sta objavili ekskluzivni zgodbi. Jaz ti moram priznati, da za potrebe tudi najnega komentarja sem šel v trafiko pogledati, kaj... Vidiš, kako se prodaja to, Takoj sem nasedel, ne? In sem šel v trafiko pogledati, kako to je. Glej, že naslov je targetiran. Našel sem osebo, ki lahko izlijem svojo dušo v nadaljevanju, ko sem bral, ne? Premier pravi, da kot predsednik vlade izrazito težko najdeš osebe, ki jim lahko zaupaš čisto vse in da je v Tini Gaber to našel, ampak ne pomembno, bolj pomembna sama struktura oziroma način, na katerega je to zapakirano. Glej, v uvodu, ne, novinarka pravi, da se čuti privilegirano, ker je lahko vstopila v zasebnost, ki vsem državljanom, ne, v tej državi ni znana, celo v masnem tisku je zapisala, da je njuno življenje javnosti neznano, izzivi, s katerimi se srečujeta, pa za večino nepredstavljivi in da je zdaj imela privilegij, da je lahko vstopila v to sfero. Potem morda samo za vtis bo dovolj prvi mednaslov z masnim tiskom, blagor državi, srečnim premierjem. Lahko, da na koga deluje, name recimo deluje izrazito odvračalno, pa ne govorim o svojih političnih preferencah, ampak kdorkoli bi se promoviral na tak način, bi me a priori odbil. Ne? In potem imaš v zaključku tudi stvar, ki sem jo seveda vnaprej pričakoval, bom kar citiral, ni dolgo, ko končamo snemanjem, se nagajivo zazrem v gospo Golob in namignem, da imam še eno vprašanje. In Tina reče, ne, saj vidim v vaših očeh glede dojenčka, kaj ne? Res je, se nasmehnem v pričakovanju, takole bova rekla, odgovori Tina, bomo videli, kaj prinese čas. Ne? Skratka, cedita se med, mleko in še kaj iz tega intervjuja oziroma iz te poporočne zgodbe, pa še en detajl, ki meni kot pač nekemu medijskemu ustvarjalcu ni ostal neopazen. V uvodu nam novinarka obljubi, da v tej 4-stranski, ne, še to bi mogoče gledalcem pokazal, tega je skupaj s fotografijami 6 strani, ne, obljubi nam, da noter ne bo dnevne politike. In kaj se zgodi tik pred finišem tega članka? Robert Golob odgovarja na očitke o aferi Zvonovi, torej o obisku na Brezjah in zlorabi tistega dogodka oziroma posvetitve kapelice za bolne otroke, ne, medtem ko Tina Gaber potem v naslednjem odstavku pojasni škandal glede uporabe mailov na zunanjem ministrstvu pri pisanju neke diplomatske note o Gazi. Tako da tudi politika je našla prostor v tem. Jaz bi tukaj še eno stvar izpostavil, ki se mi zdi, da ni bila v javnosti posebej izpostavljena, ne. In sicer vsakeč znova me fascinira, kako pravzaprav se levičari, tudi stranka Svoboda, posebej aktivno, ne, kako dobesedno teptajo vrednoto poroke, ne, zakonske zveze jo mečejo, izenačujejo z raznimi drugimi skupnostmi in podobno. Ne. Ampak hkrati, ne, v vsej feministični maniri, ne, si pa želijo imeti točno tako poroko, kot je tradicionalno vedno bila v beli, dolgi, očipkasti obleki in bom rekel to, Tina Gaber ni edina političarka Svobode, ki se je v letošnjem poletju poročila in prav tako v čipkasti beli obleki. Ne, skratka... Pazi, imam citat, konkreten citat iz tega članka, ki ga omenjam, iz revije Jana, ki je prav zate v komentar. Poslušaj, kaj pravi Robert. Tu ni Robert Golob, ampak je samo Robert, ne. Živiva ob cerkvi, zvonenje pa naj bo jutranje ali večerno ima poseben čar, napolni me z energijo, je povedal. Ne.
Verjamem, jaz tudi mene, ampak ne, istočasno se pa borijo proti vsem tem vrednotam, ne, katere potem strašno radi izkoriščajo ali v politične potrebe, ali pa tudi za, bom rekel, izpopolnjevanje nekih svojih lastnih potreb, ki jih pač ljudje imamo. Omenil bi še en vidik, ki tu ni nepomemben. Tole, ne, ta naslovna stran, pa potem še 6 strani v drobovju te revije. Jaz bom rekel, da je to kupljen medijski prostor. Seveda, da ne bo pomote, verjetno si vsak medij tega tipa, torej tabloidni, želi objaviti to zgodbo, ampak seveda catch je v vprašanju, zakaj ravno ta. Ne? In to je medij človeka, ki je posodil svoje medijsko omrežje v kampanji 2022 in očitno ga posoja še enkrat. Rekel pa bom, ko sem rekel kupljen medijski prostor, kupljen z podjetji, ne, z denarjem državnih ali paradržavnih podjetij, kot so Telekom Slovenije, Geni, Dars in podobno, plačano z razpisi Ministrstva za kulturo, morda pa se imajo zato tako radi v Svobodi in Levici. Ravno novi medijski zakon je ravno te medijem potrojil. Tako, in plačano, ker vemo, da se gospod, ki je lastnik medijskega konglomerata, sicer ukvarja z drugimi poslovnimi aktivnostmi, plačano tudi preko SDH oziroma DUTB, pa ne bom šel v podrobnosti. In medtem, ko eni mediji zelo radi izkoristijo samo dejstvo, da so pač lahko obširno in na široko poročali so drugi na poroki, dopustu. So se nekateri drugi novinarji, lahko rečemo ta teden, sinoči znašli na dopustu. Ja, razveselili nenadejanega dopusta, tudi o tem smo odmevno pisali na zanima.me. Sinoči ni bilo Tarče, no, čisto preprosto. Zakaj ne? Koncert. Ja, koncert 70-letnica simfoničnega orkestra RTV in da res ne bi kdo naj razumel, kot da nama simfoniki RTV ne pomenijo ničesar in da je to brez veze. Ne. Zapisal sem tudi sam, da v drugačnih okoliščinah bi lahko imela odločitev, da dajo kulturi ali pa temu dogodku prednost pred dnevno politiko, čisto ok. Ampak te okoliščine kakšne so? RTV je dal od sebe pisni odgovor in sicer zavrnili so očitke o cenzuri, češ da oddaja, pazi, ta je res kar bolana, bom rekel, še ni imela določene teme, kaj šele, da bi bila posneta, zato je tudi cenzurirati niso mogli. Ampak po tej logiki več kot leto dni tudi Marcel Štefančič ni bil cenzuriran, ker ni imel teme in ker še ni bil posnet. In dodajajo, da lahko na cenzuro pomisli samo nekdo, spet citiram, ki se ne zaveda pomena orkestra v slovenskem kulturnem prostoru, pri čemer pazi, so pa ta koncert, ki jim toliko pomeni, pozabili dati v tiskane sporede in ekipo Tarče z Eriko Žnidaršič na čelu po naših informacijah obvestili šele pretekli petek popoldan, da jih čez teden dni ne bo, kar odstopa od neke prakse. Meni je bilo rečeno, ker sem vrtel par telefonov, da na RTV ne pomnijo to vrstne odpovedi Tarče, tudi tisti, ki so najdlje zraven, ker se odpoveduje za praznike, vnaprej predvidene državne proslave in v času covida je enkrat ali dvakrat odpadla takrat, ko so veljali tisti ukrepi o zadrževanju večjega števila oseb na majhni kvadraturi. In to je to. Ja. Je treba že nekako novinarje opozoriti, da je depolitizirana RTV Slovenija zdaj očiščena janšistov in da se pač tem, kot so recimo opozarjanje na to, da je isti troll profil oziroma ista farma troll profilov na Facebooku bila plačena strani SDS-a in strani Svobode, pač recimo temu neprimerno. Precej neprijetna zadeva, ne? Se pravim, jaz na RTV-ju enim želim prijeten nenadejani dopust, drugim, ki se morda na tem interno naslajajo pa več novinarskega poguma, da se jim ne bodo zdele samo zgodbe v opoziciji vredne Pulitzerja, da bodo kdaj pogledali še pod prste aktualni vladi, tam potrebujejo malo več korajže. Političarka, ki je tudi skoraj vredna Pulitzerja. Tudi nekdanja novinarka RTV. Nekdanja novinarka RTV, ki verjetno je pravzaprav v tej koži, kjer je zdaj bistveno bolj pisano, ker je tudi že kot novinarka pravzaprav imela bolj ali manj to politično vlogo, govorijo pa o Mojci Šetinc Pašek, da ne bo pomote, je ta teden izrekla svoj da, če se tako izrazim, in prestopila v stranko Socialnih demokratov. Ne samo, da je pač čakala,
kar nekaj časa. Ne? Da je bil to drugi krog pogovorov med njimi. Ja, zdaj, zakaj pravzaprav ne bi jo vabili že takoj na začetku, ko so jo vrgli Svobode, zakaj je čakala, težko rečem, bi pa si drznil mogoče špekulirati, ne? In sicer, da je verjetno upala na kakšno boljšo ponudbo, morda kakšen novi obraz, kjer bi lahko imela večjo vlogo, pa očitno kakšen Vladimir Prebilič ni zavrtel telefona, da bi jo vprašal. Glede na časovno zaporedje stvari legitimna tvoja teza, jaz predlagam, da pogledava zdaj posnetke iz druženja v Mostecu, to je tradicionalna stvar, vsako leto se SD tam zbere. Tokrat se mi zdi, pa bova potem pojasnila, ampak že na prvi pogled bo očitno, da je imel dogodek nekaj, kljub temu, da so koalicijska stranka, imel nekaj antigolob naboja. Ja, pri Socialnih demokratih v zadnjem času nismo posebej presenečeni, če kaj takega vidimo. Ne? Kje je muska? Bela, čau! Ko sem sama na svoji koži občutila na nek način nek politični eksperiment novega obraza ali pa neke nove politike, se mi zdi, da je prav, da dam prednost neki resni levo-sredinski stranki. Tina ne zaupa niti lastnim očem, o tem sem ti govoril, ko sem rekel, da je imel dogodek nekaj antigolob sentimenta. Vrnili so jim tudi za Bela čau, vendarle Socialni demokrati vračajo, da so oni tista stranka, ki zgodovinsko nosi to sporočilo. Sicer bom pa rekel tako, v tem mandatu, in to velja predvsem za Socialne demokrate, ker nekako Levica s svojim programom plava kot riba v vodi v aktualni vladi, vidimo brutalno upognjene hrbtenice. Zdi se mi, da je to posledica, tu moram biti pošten tudi do njih, padca Šarčeve vlade, ki je na oblast potem vrnil Janeza Janšo, in to je neka zgodovinska lekcija, ki si levi politični blok v Sloveniji ne privošči več. Disciplina je taka, da nihče ne sme niti pomisliti na vladno krizo, kaj šele na kakšen izstop iz koalicije. Želim si za uravnoteženje na splošno slovenskega političnega prostora, da bi Socialni demokrati na poti Road to Election 2026 zmogli več pokončnosti, ker se rado uporablja izraz satelitske stranke za tiste desno od sredine. Se mi zdi, da si v tem mandatu zasluži ta izraz tudi stranka SD, zdaj imajo še eno poslanko več, zdaj jih imajo 8. Konkretno bi lahko razmontirali Golobovo večino v parlamentu, če bi to želeli, česar Levica ne more. In ob večji relativni teži upam, da ne bodo še naprej zgolj in samo Golobov satelit. Ja, zdaj, če se navežem na Mojco Šetinc Pašek, ki je točila krokodilje solze, kako je doživela politični eksperiment in se zdaj vrača v resno stranko. Mojca Šetinc Pašek, vemo, kdo je, vemo, čigava žena je in sem prepričan, lahko rečem, da je kar pri skoraj vseh teh političnih eksperimentih novih strank sodelovala, samo da pač neaktivno kot političarka. Pa bila verjetno v zelo zgodnih fazah obveščena o nastajanju teh projektov. Ampak aktivno kot medijska delavka niti si ne bi želel uporabiti izraza novinarka, ki je takrat pač delala na javni RTV Slovenija. Razen tega, da zelo dobro pozna ustroj Svobode in je na Svobodo še vedno besna, mislim, da se pravi, da lahko s kakšnimi informacijami pripomore Socialnim demokratom v volilni kampanji. Česa drugega, mislim, da od nje težko pričakujejo. Me pa res zanima ena druga stvar, ki je sicer niso pokazala, jo je pa Mojca Šetinc Pašek povedala ob tem prestopu. In sicer napovedala je, da ni edina, ki prihaja, da se bo, ne vem sicer od kje, lahko ugibam, da je verjetno mislila poslansko skupino Svoboda, ker si ne predstavljam od kje drugje, pa vendar, da se bodo Socialni demokrati še krepili pred volitvami. Tudi sam sem po tej izjavi mal pisal v SMS-e in zavrtel kakšen telefon in mi je bilo rečeno, če se spomniš enega članka na zanima.me,
kjer smo pisali o 4 do 5 odpadnikih Svobode. V glavnem se dejansko špekulira o tem istem krogu, ki smo ga takrat omenili. Tako da ja, zaenkrat kakšnih drugih kadrov kot teh, ki bi frčali iz Svobode ob zavedanju, ne, da na novi listi ne bo več prostora za 40 novih poslancev Svobode, ampak prej za polovico ali še manj. Ne. Ja, ne, zdaj novo ekipo pa si je nabral tudi novi predsednik Nove Slovenije, 3-krat novi. Novi predsednik Nove Slovenije z novo ekipo, bravo. Novi Jernej Vrtovec. Tako. Ne, in sicer po prvem svetu, torej izvršnega odbora, ne, smo dobili tudi 3 podpredsednike, od katerih je samo eden ostal odprej, in sicer Janez Cigler Kralj. Ne. Je pa Jernej Vrtovec pravzaprav nakazal ravno z izbiro podpredsednikov, v katero smer se želi peljati, ne govoriva o Petru Žmaku in Mojci Sojar. Ne, če Janez Cigler Kralj predstavlja neko bolj konzervativno držo stranke NSI, ne, je Peter Žmak predstavnik gospodarstva in Mojca Sojar, lahko rečemo, malo nesramno ženske kvote, ne, predvsem pa tudi predsednica mestnega odbora v Ljubljani Nove Slovenije. Ne. Res je, malo več teže torej centru, ne, države, torej prestolnici, tudi verjetno kot odgovor na te izzive desno-sredinskih strank, ki jim gre praviloma bolje na obrobju Slovenije, pa niso močne v mestih. Ja, Peter Žmak, sem ga imel priložnost tudi spoznati, nekajkrat z njim govoriti, je dejansko tudi sam uspešen poslovnež, precej zagret za ugodnejše davčno okolje, večjo kupno moč Slovencev, skratka za višji standard po vzoru tistih držav, ki jih zadnjih 30 let lovimo. Mogoče bi se malo ustavil pri izboru teh 3, ki jih je Vrtovec imel pravico predlagati v izvršni odbor. Ugibalo se je, kdo bo predstavnik, recimo, jim v narekovaju anti-Janša linije, potem ko Janeza Pogorelca iz obdobja Mateja Tonina ne bo več v izvršnem odboru. Ljudmila Novak ne, je bila očiten odgovor, ker je bila z največ glasovi tudi imenovana že na kongresu v ta izvršni odbor. Sicer pa od ostalih 3, ki jih je Vrtovec predlagal sam, zanimiv izbor. Federico Potočnik, oba ga poznava kot glasnega zagovornika stališč, drugačnih stališč od aktualne vlade v slovenskem zdravstvu. Medtem ko ostali 2, Alenka Šverc, to je bila tudi državna sekretarka včasih zadnje Janševe vlade, in Urška Lampret nekako prihajata iz izobraževalno-akademske sfere, sta tudi bolj aktivni na področju šolstva. Ne. Ja, zdaj, kar je meni zanimivo, ne, pa bi se vrnil na podpredsedniška mesta, recimo gospod Sojerjevo poznam, prijetna gospa, ne, kar mi pa je morda bolj zaskrbljujoče tukaj je to, da recimo NSI v mestnem svetu Ljubljana, pa sem sam, torej meščan Ljubljane, ne, recimo nisem zaznal kot posebej aktivne. Ne, vendarle bi pričakoval, da če nekdo zaseda tako mesto, pa vendarle verjamem, da se kdaj oglasi na mestnem svetu, ampak bodimo realni, ne, v Ljubljani, razen Zorana Jankovića, vemo, kaj počne pravzaprav samo še Aleš Primc. Ja, morda bo to, zdaj se seveda malo šalim, morda bo to olajšalo tisto, kar Vrtovec pravi, koalicija se dela dan po volitvah, ne, morda bo pa treba vstopati v kakšno koalicijo, ki ne bo zgolj desno-sredinska. Vsekakor mislim, da tudi to ni ta, rekel, stopnička. Seveda ne, če se ustaviva še korak pri Ljudmili Novak. Ne. Zanimivo je, da se nekako na lastno željo po kar nekaj časa bolj aktivno vključuje v vrhu stranke, da jo je v bistvu prihod Jerneja Vrtovca za to zmotiviral. Slišati je, da če bo potrebno in če bi bilo to za kontekst predvolilne kampanje v nekem trenutku koristno, morda tudi pride na kakšno odsoočen. Ne? No, lahko bi tudi kandidirala, zdaj se izprošča njeno domače To je pa tisto naslednje intrigantno mesto, vprašanje. Ne? Ali bi jo lahko videli, ne, potem ko je bila predsednica stranke, ministrica, poslanka državnega zbora in evropska poslanka morda spet v državnem zboru, kaj praviš? Mislim, zdaj, treba, če pogledamo v zgodovino, ne, Ljudmila Novak, odkar se je NSI vrnila v parlament, zasedala okraj, zdaj, tisti domžalski okraj, ki je okolica Obrobje, Domžale 2. Moravče, ne, zdaj je sta 1 ali 2, te številke ne vem točno, ampak torej tisti domžalski okraj, ki pokriva predvsem Moravče in Lukovico in tisto okolico. Ne. Na zadnjih volitvah, ko pa je bila Ljudmila Novak še evropska poslanka, je to mesto dobil Janez Cigler Kralj, ne, ki pa kot
kolikor vem, ne, bo dobil zelo verjetno Toninov okraj Kamnik, ne, odkoder tudi, mislim, je trenutno stanuje, ne, v Komendi, ki spada pač pod Kamnik. Ne. Tako da se pravzaprav hočeš reči, da se tradicionalni okraj. Tako da ne bi izključil možnosti, da bi tudi kandidirala, bo pa verjetno za sestavljanje vlade z NSI-jem bistveno lažje, če Ljudmila Novak ne bi bila poslanka. Je pa res, da če bi kandidirala v svojem tradicionalnem okraju, bi bila verjetno tudi izvoljena. Zanimiva predvolilna enačba oziroma neznanka v enačbi, ki si omenil. Rekel bi še to, opazil sem po kongresu, ko je Vrtovec tudi sicer na objavah na družbenih omrežjih zelo stopnjeval tempo glede kritike ekonomskega stanja v državi in ukrepov Golobove vlade, da je na nek način Svoboda zapopadla teme, ki naslavlja NSI ali pa ta nova linija NSI-ja. Omenil je boj za normirance, torej za tiste SP-je, ki niso nikakršni milijonarji, ampak pač skušajo iz meseca v mesec čim bolje priti skozi, ne. In potem je vlada zelo hitro napovedala, da bojo vrnili sistem na staro, ne, torej na 100 ali morda celo 120 tisoč evrov kot mejo. Pričemer pa niso povedali, da davkov pa ne bodo spustili na staro mejo, ne. Tako da pravzaprav zgolj to, da ostaneš v sistemu, bo možnost, seveda davčne stopnje bodo pa po novem, kot so jih zastavili Golobovi. Ne? In če sva že pri recimo mestnem svetu in Mojci Sojer in Alešu Primcu, ne? Ja, omenil si Primca. Bi omenil še, recimo še vedno poteka zbiranje podpisov za referendum o eutanaziji oziroma o medicinski samousmrtitvi, ne? Kot bi temu lahko rekli, zdaj, ko je uradno eutanazija omaknjena. Tukaj je nekoliko teže Alešu Primcu očitno zbrati podpise, ker se SDS ni aktivirala svojo mrežo, kar bi bistveno pospešilo to zbiranje podpisov. Ne? Ocena moja pa tukaj zelo jasna, ker precej dobro poznam in SDS in Aleša Primca. Ne? Aleš Primc pravzaprav to zbira iz moralnega vzgiba, ne, pač želi narediti vse, da se v tej državi pač prepreči škodljiv zakon, kot več kot očitno ta zakon o samousmrtitvi je, ki dobesedno zareže v podstat celotnega naroda, spremeni paradigmo umiranja na zelo nevarne proporce. Medtem ko je SDS tukaj pač pogledala ankete in ugotovila, da bo ta referendum težje zmagati kot recimo tistega o pokojninah, ne, in enostavno tukaj umaknila roke, torej ne aktivno sodeluje, pa bom rekel, ne si vsak misli svoje. Drži roke nazaj, skoraj tako kot je, če sva še pri zunanji politiki, Donald Trump dvignil roke nad Evropsko unijo, Združenimi narodi in še čem, kar je naslovil v svojem odmevnem govoru na generalni skupščini OZN. V prvem delu bova vseeno pogledala poudarke, ki jih je tja v ZDA nesla predsednica Nataša Pirc-Musar, vezano seveda bolj na aktualne razmere okoli Gaze in Izraela, pa pogledava to. If we, the leaders of this planet, can offer nothing but terror, conflict, pollution, fear, inequalities and war to 8 billion people, then we must confront the truth. We are complicit in crimes against our civilization and our planet. We did not stop the Holocaust. We did not stop the genocide in Rwanda. We did not stop the genocide in Srebrenica. We must stop the genocide in Gaza. There are no excuses anymore. Zdaj, mogoče se gledalci sprašujejo, ne, pa niso prejšnjič povedala, zakaj sem prejšnji teden manjkal v oddaji. Ne, bil sem v Izraelu znova, če tako rečem, že drugič letos, in imel priložnost od blizu marsikakšno stvar tam videti. Ne, vsekakor ena stvar, ne, ki je zelo očitna, ne, genocide in Gaza, ne, Nataša Pirc-Musar in podobno, ob tem pozablja Sudan, kjer je bistveno večji genocid, se dogaja ta trenutek Bangladeš oziroma Mjanmar, Rohingje in tako dalje. Ne, vse je zanima samo ta nesrečna Gaza, kjer spet, ne pozabimo, bi se lahko vojna končala v momentu, če bi teroristična organizacija, ki vlada Gazi, izpustila talce in se pač umaknila z oblasti. Ne, zdaj, v Izraelu, ne, je kar zanimivo, pravzaprav še vedno ta psihoza, ne, 48 talcev je še vedno v Gazi, ne, in dobesedno celotna država živi s tem,
Ne, na vsakem tretjem križišču vidiš rumene zastavce, ki spominjajo na talce, cel trg v Tel Avivu, z uro, ki šteje do sekunde natančno, kako dolgo so že v Gazi, vključno z modelom tunela, kakršni so pod Gazo, vsak četrti avto ima rumen trakec na avtomobilu in tako dalje. Ne. Tukaj mislim, da so pač vzeli resno in sami Izraelci pravijo, ne, da so že nekaj časa vsaj njihove obveščevalne strukture dojele, da pač v Gazi se nekaj dogaja in da bodo morali poseči, pa pač do samega 7. oktobra 2024 niso imeli pravega povoda niti pri domači javnosti, niti pri tuji, da bi lahko nekaj resnega speljali in zdaj, ko so šli v Gazo, so se pač odločili, da bodo šli do konca in Hamas pač pokončali, ne, pri čemer pa spet si bom drznil reči nekaj, ne, da je izraelska vojska vendarle, ko gre za civiliste, ne, med bolj previdnimi in seveda pač se tem žrtvam ne da izogniti, še posebej ob dejstvu, da jih Hamas uporablja za živi ščit in še posebej ob dejstvu, da je ogromno teh žrtev, pravzaprav žrtev tudi ne nazadnje Hamasa, ko njim rakete eksplodirajo prezgodaj ali pa ko jih pač sami uporabljajo za živi ščit, kjer jih ne pustijo se umakniti iz vojnih območij. To vse so tudi stvari, na katere pozabljamo, ko govorimo o Gazi in vse te, torej vsa ta priznanja Palestine, ne, ki so se zgodila po 7. oktobru, pa naj tako Britanci kot mi ves čas govorimo, da to ni pohvala ali pa nagrada za Hamas, to pač je nagrada za Hamas, zgodilo se je kot posledica njihovega napada na Izrael. Ne, in kot tak pravzaprav to zavlačuje vojno, kajti Izraelci sami pravijo, da so že večkrat bili v situaciji, ko bi Hamas se že skoraj da dobesedno predal, pa potem Evropa s svojimi akcijami pravzaprav doseže, da Hamasu pošle sporočilo, ustrajajte še malo, ne, sej vas nekako podpiramo, ne, nazadnje tudi finančno in torej pač na tak način, ne, Evropa postaja pravzaprav vse manjši faktor, ne, ki Izrael pravzaprav niti zares ne zanima ob dejstvu, ko se pač sami zavedajo, da živijo ob Hamasu, ne. Nekateri izmed njih, ki sem jih pač imel priložnost spoznati le nekaj kilometrov. Zdaj jaz bi pokomentiral dvoje, ta del, kjer predsednica kritizira tudi sama OZN zaradi njegove pasivnosti. Zdi se mi, da je bil v tem delu govor na mestu. Jaz sem recimo generacija, ki je bila stara 6-7 let, ko smo gledali posnetke iz Srebrenice in ko se spomnim ravno vloge OZN-a v tej zgodbi, se mi zdi, da je verjetno do današnjih časov postalo še huje, kar se pasivnosti tiče, ker se je politika nekako iz institucij prenesla na posameznike, ne? Na močne posameznike, kot so naprimer Donald Trump, Putin in tako naprej. Tako da bi rekel, da recimo tudi v delu, ko je predlagala, mislim, da reformo sistema veta, ne, še vedno seveda je to Slovenija, ki tam nekaj predlaga, ne, se mi zdi, da je bil to vsaj nek poskus, ne, nekega brainstorminga, ki bi si ga morda v večji meri želel od večjih držav v varnostnem svetu ali pa sploh tam v OZN. Drugo, kar bi pa dodal glede Gaze pa Izraela samega, spet bom to tudi umestil v predvolilni kontekst, pa v to, kaj nese glasove in kaj jih ne nese. Jaz osebno se z pozo, v katero se je po mojem mnenju pretirano pro-Izrael zataknila slovenska desnica, ne strinjam. Mislim, da že Giorgia Meloni kot pripadnica istega političnega pola struje govori zelo drugače v Italiji. Ne? Govori, ampak vidite pa popravo eno stvar, ne, Giorgia Meloni je ravno te dni napovedala, da je pripravljena priznati Palestino pod pogojem, oziroma šele ko Hamas izpusti vse talce in ko se stopi z oblasti. Drži, in ta del manjka. To je tisto, ko bi recimo Slovenija lahko tudi enako ravnala, pa se je odločila, da ne bo. Se strinjam s tabo. Ali pa Francija, ali pa Velika Britanija. Ta del stavka po vejici nam zmanjka, nisem pa ponosen, ker vedno govoriva tudi o medijskih vrstah, da smo recimo ta teden, pa bom konkreten, doživeli od ene manjše privatne televizije in Planet TV, medijsko manipulacijo, kjer so v ozadju posnetka, ko se je novinar oglašal, ne, pokale seveda tudi izraelski strelki nad Gazo, on pa je govoril o tem, poglejte, kaj počne Hamas. Tako črno-bela ta slika pač tam ni. Ne. Držim, sem to spremljal od blizu. Poglejva še Donalda Trumpa. Tako. Ki po njegovem lahko pridobi vsa ozemlja, ki jih je v invaziji zavzela Rusija. Očitno je boljši tudi njegov odnos z Zelenskim. The president, who we all know very well, he's a brave man and he's putting up one hell of a fight.
frankly, Ukraine is doing a very good job of stopping this very large army. Ob tem je tudi dejal, da bi države članice NATO ob vdorih v zračni prostor morale sestreliti ruska letala, ali bi jih pri tem podprle ZDA, pa je, kot pravi, odvisno od okoliščin. Okay, če povzamem glavne vtise tega govora, ki sem si ga pogledal, Evropska unija je po Trumpovem na poti v pekel zaradi odprtih meja, to je bila ena taka diagnoza, druga podnebne spremembe so največja prevara v zgodovini, ne eno, ne drugo, v bistvu ni nekaj zelo novega, kar bi Donald Trump rekel. Kritika direktna, kar pošteno se je v bistvu znesel nad institucijo Združenih narodov, rekel je, da ne rešujejo konfliktov, ampak celo generirajo, ustvarjajo ali pa podaljšujejo obstoječe in ustvarjajo nove. Zabavni del, ki nikdar pri njem ne umanjka, naštel je 7 konfliktov, ki jih je zaradi pasivnosti organizacij, kot je ta, moral rešiti na lastno pest in kar je potem v ameriškem slogu in čisto v njegovem. Med drugim je naštel tudi vojno med Srbijo in Kosovom, ki jo seveda ni. Ja, drži, da je uspešno krmaro več kriz od Armenije in Azerbajdžana do Indije in Pakistana. Je pa pri glavnih precej neuspešen, vsaj za enkrat. Pri Ukrajini me pa predvsem fascinira to njegovo slalomiranje, ko je enkrat... Včasih smučan hit, včasih pa počasne. Tako, mislim, da se iz tega težko kaj dobrega izcimi, je pa vendarle, kako ne rečem, trenutni zavoj bolj v pravo smer. Ja, se mi zdi tudi meni. Prej sva govorila o nekem moralnem vidiku, ki kdaj pri politiki umanjka, se mi zdi, da je tole malo bolj na tej strani. Tako, pa pri tem postaviva piko že nekoliko daljše daje. Je pa res, da si v zadnjih 4-5 tednih bil 2-krat na poti, jaz mislim, da so gledalci veseli, da si nazaj. No, sej bom v prihodnjih tudi del, pa mislim, bom prisoten, pa tudi bom rekel, bova se potrudila, da bojo nekoliko krajše. Tako je. Vsem tistim, ki naju spremljate, komentirate, podpirate iz tedna v teden, za to najlepša hvala. Sledi seveda tudi sobotna jutranja special epizoda za naročnike in podpornike, tako da vse tiste, ki se v petek proti popoldnevu in večeru zabavate, seveda predlagava, da nas podprete in smo skupaj še v soboto. Tako je, govorili bomo tokrat o božičnici, o dolgotrajni oskrbi in podobnih zgodah in nezgodah aktualne vlade. Lahko bi dala prosto po finančnem ministru Boštjančiču tej special epizodi naslov Denar v proračunu je, ali ga pa ni. Ali pa bo, ali pa ga ne bo. No, oddaja Tedenski safari prihodnji teden znova. Bo. Tako da se vidimo prihodnji teden, do takrat pa lepo zdrav in nasvidenje.